Dober večer in dobrodošli v oddaji Na zapisniku, poglobljeni intervjujski oddaji i24 News. Ko vojna z Iranom vstopa v 4. mesec, je neuradno premirje med ZDA in Iranom na nitki. Medtem ko se med Teheranom in Washingtonom še naprej izmenjujejo sporočila, katerih cilj je doseči dogovor o končanju vojne in obravnavanju iranskega jedrskega programa. Občasni spopadi med ameriškimi in iranskimi silami, tudi preteklo noč, se še naprej pojavljajo v ožini Hormuz. Medtem Iran še naprej izvaja napade z droni in raketami na zalivske arabske države. In ta teden je prvič po več kot 2 mesecih izstrelil več 10 balističnih raket na Izrael zaradi izraelskih napadov v Libanonu. Zdaj, kljub naraščajočim napetostim, tako ameriški predsednik Donald Trump kot iranski uradniki pravijo, da je dogovor neizbežen. Stvar je v tem, da to govorijo že od začetka marca. In dokler se vsaka stran drži svojih rdečih črt, se zdi, da dogovora ni mogoče doseči. Izrael se boji, da bo Donald Trump popustil pri nekaterih ključnih zahtevah glede iranskega jedrskega programa, da bi dosegel dogovor. In njegovi odnosi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem se očitno slabšajo. Da bi vse to razjasnili, se mi je nocoj pridružil Adi Rotam. Vatam je nekdani visoki uradnik Shin Beta, izraelske notranje varnostne in protiobveščevalne službe, ter je bil tudi višji član izraelske pogajalske ekipe za talce, ki je uspela doseči izpustitev izraelskih talcev iz Gaze. Vatam trenutno deluje kot strateški svetovalec, specializiran za pogajanja in krizno upravljanje, ter je sodelavec Mednarodnega inštituta za boj proti terorizmu na Univerzi Reichman. Gospod Vatam, najlepša hvala, da ste se nam nocoj pridružili. Najlepša hvala, da ste me povabili. Torej, veliko vas želim vprašati o Gazi in Hamasu, vendar ne moremo začeti z najbolj perečo temo. Dobesedno, to so trenutna pogajanja med Združenimi državami in Iranom. Kot izkušen pogajalec, ki se je soočal z nekaterimi najbolj nasilnimi in ciničnimi teroristi, ki jih ta regija premore. Kako gledate na ravnanje ZDA pri pogajanjih z Iranom? Ali nasprotujoča si sporočila Donalda Trumpa pomagajo ali škodujejo položaju ZDA? Mislim, da ZDA seveda uporabljajo zelo specifičen način vodenja pogajanj. V obdobju Donalda Trumpa, kot ga jaz imenujem, uporablja svoj poseben način, ki je mešanica negotovosti, dvoumnosti in seveda zanašanja na moč ZDA. Kot največja sila v naši državi, v našem vesolju in z najmočnejšo vojsko. Mimogrede, bil je tudi pripravljen, in to smo videli med to vojno, da je bil pripravljen pustiti vojski, da ravna po njegovi volji, naprimer nad iranskim zračnim prostorom, da udari skupaj z Izraelom in podobno, česar prejšnji predsedniki niso storili. Tako v tej zadevi izkorišča svoj vpliv in kaže svoje sposobnosti. Hkrati pa se ta Trumpova tehnika, veste, glede pogajanj, včasih lahko uporablja tudi za zahodni svet. Saj smo to videli pri pogajanjih o carinah, ki jih je vodil celo Grenlandija, če želite iti tako daleč. Tako včasih v zahodnih zadevah deluje, ker v zahodnih očeh pogajanja vidimo na drugačen način. Gledamo na ure, merimo napredek, gledamo na roke in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Torej, uporabljamo to zelo črno-belo. Smo zmagali ali izgubili na bojišču? Ko se soočite z nasprotnikom, kot je Iran, je njihova prednost čas. Zato morate biti popolnoma zavedni, v kaj se podajate na pogajalsko polje. In zavedati se morate že veliko prej, preden sploh stopite na bojišče. To je, veste, tako kot mi izvajamo vojne igre, naprimer, kaj bo sledilo in kaj bo potem. Na to se morate pripraviti tudi pri pogajanjih. In mislim, da je to nekoliko napačno razumevanje, kaj je Iran, kaj je islamski odpor. Metode, ki poudarjajo različne stvari, potrpežljivost, vzdržljivost, trdno držo in izčrpavanje. To je isti Iran, ki je imel 8-letno vojno z Irakom v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Zato morate razumeti, s kom imate opravka, da lahko dobro izračunate svoje korake na pogajalskem področju. Torej pravite, da je Trump vstopil v to vojno nepripravljen? Mislim, da so imeli v tej zadevi
nekakšno ponovitev za druga pogajanja. In misli so, naprimer, da so bila uspešna pogajanja, naprimer s Hamasom, ki jih je odposlanec Vitkov vodil skupaj z Jaredom Kushnerjem, uspešna in tukaj bomo dobili vse talce nazaj. Ni tako. Ne morete misliti, da je to ista arena z Iranom. In če naredite te napake, veste, če mislite, da bo tisto, kar deluje tam, delovalo tudi v drugi areni, je to lahko včasih velika napaka. In mislim, da to vidimo, zakaj vsak dan vidimo, da se zgodi nekaj drugega. Predvčerajšnjem je bil mir po vsem svetu, danes pa morda že 3. svetovna vojna. Zato mislim, da je to nekaj, kar moramo razumeti. Iran igra na čas. Za njih je preživeti to vojno, ostati na nogah in še vedno so na nogah, že nekakšna zmaga. Tako nas pripeljate do položaja Irana v pogajanjih. Zdaj, poglejte, iz vojne zaradi svojega jedrskega in balističnega raketnega programa je uspelo vključiti zunanja vprašanja, kot sta Hormuška ožina ali celo izraelski napadi v Libanonu. Kot vzvode pritiska na Združene države v pogajanjih. Zdaj se ne morem izogniti misli na frazo, ki jo je Donald Trump skoval v svojem prvem mandatu, ko je rekel, citiram, Iran nikoli ni zmagal v vojni, a nikoli ni izgubil v pogajanjih. Ali je to tisto, kar vidimo zdaj? Ali Iran zmaguje za pogajalsko mizo? Ja, na nek način ja, Iran zmaguje za pogajalsko mizo. In to bom razložil. Poleg tega Iran počne več stvari zelo preudarno. Napadi, ki ste jih omenili, naprimer nad državami v zalivu, niso naključje, da počne to, kar počne. Saj ima pritisk, ki ga izvaja na te države, več ciljev. Najprej, ja, da bi z njihove strani pritiska na Američane naj ustavijo vojno. Drugič, da jih prisilijo k ponovnemu premisleku. Mislili ste, da ko imate ameriška sredstva na svojih kopenskih bazah in tako naprej, da vam bo to dalo nekakšen ščit, vas zaščitilo pred škodo. Ne, morali bi ponovno premisliti o svoji diplomaciji, o svoji strategiji, ker je lahko to tudi nekaj, kar vam visi kot breme za vratom. In to lahko vidite tudi, naprimer, pri tem, kar se dogaja z Omanom, ki je bil posrednik pred vojno. In poglejte, kaj se dogaja v zadnjih nekaj tednih, ko se vse bolj približuje Iranu, ker preračunava korake in misli, da bo po tej vojni zmagovalec. In zadnja stvar, ki želim povedati, omenili ste Libanon. Ja, tu je nekako, veste, napeta situacija nova. Kot da želijo združiti vse posredniške skupine in vam pokazati, če napadete Bejrut, boste dobili rakete iz Irana. Prej ni bilo tako in to je velika, velika eskalacija. Enako velja za dosego memoranduma o soglasju za končanje vojne, ker je to trenutno na mizi. Je to boljše za Iran ali pa je boljše ostati pri trenutni ravni napetosti? Kaj je boljše za Iran? Dogovor ali trenutna situacija? No, odvisno je, kaj je v dogovoru, veste, ker mislim, da Iran poskuša, kot je poskušala razložiti, veste, na jasen način svetu, Američanom, seveda tudi Izraelcem, pripravljeni smo se boriti, dokler boste vi želeli. Veste, ubili ste veliko naših voditeljev. Res ste škodovali in tudi mi smo škodovali, ne samo mi, tudi Amerika je resno poškodovala infrastrukturo v Iranu. Veste, imajo veliko gospodarsko škodo. Ampak pravijo, da še vedno lahko stojimo na nogah. In to je tisto, kar pravim, veste, pot islamskega odpora, vrednote islamskega odpora. Ko ne razumete, katere so temeljne vrednote, se motite na področju pogajanj. In to vidimo mimogrede, isto stvar na nekoliko drugačen način pri Iranu, pri Hezbolahu v Libanonu, pri Hamasi v Gazi in celo pri Hutijih v Jemnu. Vsak od njih je drugačen akter, drugačen igralec, na drugačnem prizorišču. Tako se vsak prilagaja razmeram. Toda za vsakega od njih je preživetje zmaga. Glej, Iran je rekel, da bo zaščitil vse svoje posrednike, da jih bo zaščitil ali pa bo napadel Izrael, če ta napade v Bejrutu. Nato pa je to razširil na celoten Libanon. Potem je vključil tudi Gazo in zdaj smo spet samo pri Bejrutu. Tako da mislim, da se tudi Iranci trudijo najti sporočilo, s katerim bi poskušali rešiti svojo propadajočo mrežo posrednikov. Ampak če govorimo o tem, kaj morata predsednik Trump in Združene države kot celota zdaj narediti, ko Iran pridobiva čas in je očitno čas na njihovi strani, kaj naj ZDA storijo zdaj? Mislim, da sta dve stvari. Prvič,
Treba je razbiti to novo enačbo odvračanja, ki jo Iranci poskušajo vzpostaviti, kot ste rekli, naprimer z Libanonom. Ko rečejo, če napadete Bejrut, napademo vas. To jim morate pojasniti bombardiranje. Žal moram reči, da je včasih to edina rešitev, da se ne pustiš zastraševati s takšnimi grožnjami in jim moraš pokazati, da ta enačba ne pride v poštev. Tega nisem pripravljen sprejeti. Sprejmite to, oprostite. In drugič, kar je morda še večji problem, morate razumeti, da je čas njihovo sredstvo in vzvod. Zato morate igrati z enakimi kartami. Hočeš čas? Jaz pa ohranjam blokado na ožini Hormuz. Ohranjam tvojo izolacijo. Še naprej ti škodujem, gospodarsko in infrastrukturno. Torej, čas ti ne koristi. To je edina stvar, pri kateri moraš igrati s kartami, ki jih druga stran vidi kot prednost in mu pokazati, da mu lahko škodiš. Ampak glej, Iran je že uvedel to novo enačbo za Izrael. Ker recimo, če Hezbolah napade jutri ali čez teden ali čez mesec severni Izrael, Izrael se je povzpel na zelo visoko drevo in bo moral odgovoriti z napadom v Bejrutu. Iran bo napadel Izrael in Izrael bo odgovoril proti Iranu. Vendar bo ta odgovor omejen, ker Trump pritiska na Netanjahuja, naj omeji obseg izraelskih napadov na Iran. In ta dinamika je nekaj, kar lahko Iran prenese, ker so izraelski napadi omejeni. Kako torej prekinete ta krog? Ker Iran lahko s tem nadaljuje. In kaj bo potem storil? V kateremkoli trenutku, ko se za to odloči, bo Iran ukazal Hezbolahu naj napade Izrael, s čimer bo razbil to dinamiko. Toda to bo pritiskalo na Trumpa za pogajalsko mizo. Ja, edina stvar, kot si rekel, to je najprej velik problem. Ne pravim, da ni. Pravim, da gre za to, da prepričaš predsednika Trumpa in da razume, da če ubogaš to, kar ti skušajo vsiliti, kot smo rekli, enačbe in nove enačbe, boš v vsakem primeru izgubil. Torej moraš to razložiti z veliko večjo odločnostjo, plus blokado in tako naprej, da tega nisi pripravljen sprejeti. Čeprav boš kratkoročno plačal ceno, ampak moraš gledati na dolgi rok. In še ena stvar, veš, pri pogajanjih je en izraz, ki ga zelo, zelo pogosto uporabljamo, ko gremo na pogajanje, in to je batna. Naprimer, kakšna je tvoja najboljša alternativa dogovoru pri pogajanjih? To je nekaj zelo močnega, kar mi pogajalci iščemo. Trenutno Iranci vidijo alternativo kot veliko boljšo, kot da bi se strinjali s sporazumom. Morate jih pripraviti do tega, da razumejo, kot sem rekel, s celostnim pristopom, da jih še naprej škodujete, vključno z infrastrukturo. Do zdaj ste bili precej omejeni pri tem, kako ste jim škodovali. Z blokado, z izolacijo, z gospodarskimi sankcijami, vse skupaj. Paket, za katerega rečete, da sem ga pripravljen ohraniti toliko časa, kot bo potrebno. Čeprav imate nekaj pritiska, in jaz nisem, veste, kot sem rekel, popolnoma se zavedam pritiska, ki ga je imel celo predsednik Trump v svoji državi, volitve novembra, 250. Rojstni dan, ameriški rojstni dan. 80. rojstni dan, inflacija danes. Ja, več dejavnikov, ki povzročajo velik pritisk. Ampak če želiš zmagati na dolgi rok, moraš biti pripravljen plačati določeno ceno na kratek rok. Torej sklepam, da status quo koristi Iranu. Poskrbeti moramo, da jim dogovor ne bo prinesel še več koristi. Ampak rad bi prešel na Gazo, ker je to eden glavnih razlogov, zakaj ste tukaj. Danes mineva natanko 8 mesecev od začetka izvajanja premirja, odkar je stopilo v veljavo. Vsi talci so zunaj. Izraelske sile so še vedno v Gazi. Vendar Hamas še vedno noče odložiti orožja, tudi danes, ko pogovori v Kairu še potekajo. Kako vidite nadaljni razvoj glede Gaze? No, trenutno mislim, da smo res precej v mrtvem teku. Mislim, Nikolaj Mladenov, generalni direktor odbora za mir, je imel več krogov pogovorov s Hamasom, s pomočjo posrednikov, če to sploh pomaga, mimogrede, nisem prepričan. Ampak to je naredil večkrat, tudi ta teden v Kairu. Iz tega ni bilo nič, ker Hamas po njihovem mnenju ni pripravljen odložiti orožja. To je zanje edini način za preživetje. Veš, kot je Max Weber rekel pred leti, prejšnje stoletje, monopol nad nasiljem. Če nimaš orožja, ne boš mogel nadzorovati dogajanja v Gazi. In kot vedno znova,
islamska odporniška organizacija, vse se znova poveže, veš, vse točke so povezane. Edini način, da preživijo, je, da obdržijo orožje in nadzorujejo Gazo. Če bi bili pripravljeni sprejeti razorožitev, oddajo orožja in podobno, to pomeni, da Hamas ne bi preživel. In Hamas pridobiva čas, ker Hamas to, kar počnejo, pravijo, ne vemo, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Morda bo jutri prinesel nekaj boljšega kot danes. In mimogrede, gledajo na sever, na to, kaj se dogaja v Libanonu. Videli so, da je leta 2025 Izrael naredil, kar je hotel v Libanonu. In trenutno je to drugačna igra s napeto situacijo na severu. Tako oni razmišljajo. Bog ve, kaj bo jutri, morda bo bolje. No, Hezbollah ima na svoji strani Irance. Hamas ne odgovarja, oziroma Iran ne odgovarja na napade v Gazi. Strinjam se, da če se to spremeni, bo to popolnoma spremenilo igro. Ampak to, kar praviš, in strinjam se z idejo, da se zdi nepredstavljivo, da bi Hamas se odrekel svojemu zadnjemu, preostalemu adutu, to je orožju, in privolil v razorožitev. Ampak na začetku, oziroma med vojno, se je tudi zdelo nemogoče razumeti, da bi se Hamas strinjal z izpustitvijo talcev, pa vendar se je to zgodilo. Torej, ali obstaja kakšno upanje za razorožitev kljub, veste, razumljivim skrbam in pesimizmu, ki usmerja trenutno potekanje dogodkov? Ja, veste, edini način, ki ga vidim, da se to lahko zgodi, je tisto, kar imenujem pretresti partnerja. Ali pa spet se vračam k partnerju k alternativi. Če se mal vrnem nazaj, da poudarim ti dve stališči, Izrael in Hamas, vsak od njiju naj pogleda svojega partnerja, svojo alternativo. In pravi, da je to veliko bolj privlačno, kot iti v dogovor, ker Izrael to precej enostavno reče. Želim zagotoviti, da bo zaporedje, razorožitev, demilitarizacija, uničenje Hamasovih zmogljivosti in šele na to lahko govorimo o obnovi. Hamas, kot sem rekel, pa pravi ravno nasprotno. Saj razumejo, da so v veliki meri odvisni od tega, da obdržijo orožje. Če bo Hamas razumel, da nam bodo na primer Američani dali dovoljenje, priložnost, da se IDF vrne, da se vrnemo v vojno, potem bo to res nekaj konkretnega. Morda se bo nekaj zamajalo v njihovih vrstah in bodo rekli, v redu, moramo vsaj nekoliko popustiti in začeti neko vrsto razoroževanja, čeprav moram reči, da bo vse to lažno. Ne moremo resnično predvidevati, da bo Hamas odložil svoje orožje. To bi pomenilo konec Hamasa kot islamske organizacije in celo tveganje za njihova lastna življenja. Ampak res, to so ljudje rekli tudi glede izpustitve talcev. In to se je vseeno zgodilo. Mislim, ja. Kaj se je torej spremenilo pri Hamasu? Sprva so rekli, da ne bodo izpustili talcev, potem pa so na koncu pristali na to. Kaj se je torej tam spremenilo, da so dejansko izpustili talce? In ali je mogoče isti pritisk uporabiti, da jih prisilijo v razorožitev? Razorožitev. Kaj bi se spremenilo, kaj je spremenilo sliko, sta bili dve glavni stvari, poleg mnogih drugih. Prvič, Jehošua ni bil več živ. Če bi bil Jehošua živ, nisem prepričan, da bi bili rezultati tako dobri, kot so bili, da bi lahko videli vse tiste talce na prostosti. To je ena stvar. Druga stvar, ki je veliko pomembnejša, če gledamo v prihodnost, je to, kar so Američani naredili z posrednikom, še posebej z Katarjem in Turčijo, ker imata Turčija in Katar velik vpliv na Hamas. Tako so jim dali vedeti, da želimo dogovor. In to je to. Imate svoje interese. Seveda, nihče ne naredi ničesar brez lastnega interesa. Toda, ko so posredniki razumeli svoje interese, je bilo to nekaj drugega. In ko ste to združili s tem, da Jaser Arafat ni bil več živ, in še posebej potem, ko je bil ubit tudi Mohamed Sinvar, in smo ostali samo z Al-Zajton Hadadom, ki ni tako velik voditelj, je bilo v teh okoliščinah veliko lažje doseči ta dogovor. Tako se strinjam z vami, da je ključ za pritisk na Hamas v Dohi in Ankari. Toda tega pritiska niso izvajali skozi celoten proces. To je prišlo veliko kasneje. Torej, da bi spodbudili ali dali legitimno spodbudo Dohi in Ankari, da pritisneta na Hamas, to ključ ponovno postavi v Washington. Točno tako. Torej, kot pogajalec, ali ste opazili spremembo v pritisku, ki ga je Washington izvajal na Karan in Dohi,
kar jo je prepričalo, da morata pritisniti na Hamas in jo prisiliti, da izpustijo talce. Da bil je drugačen pritisk in šlo je za to, da so jim dali vedeti, da imajo drugačne spodbude, da pomagajo Washingtonu priti do dogovora. Ker veste, ko govorim tudi na predavanjih o pogajanjih, vedno poudarjam 3 stebre, na katerih temelji vsak pogajalski dogovor. Zaupanje, interes in cena. Torej zaupanje, interes, cena. Rad včasih poenostavim postopke, ki so zelo, zelo zapleteni. In ko enkrat akterjem, igralcem, mediatorjem razložite, kakšen je njihov interes v dogovoru, kaj dobijo od Washingtona, na primer, lahko to spremeni in preobrne celoten dogovor. In to je nekaj, kar se zdaj v resnici ne dogaja. Potem pustijo Nikolaju Mladenovu, da poskusi, veste, da predlaga neko rešitev, ker mislim, da je zdaj fokus na Iranu, v Libanonu. Na Bližnjem vzhodu je zdaj toliko težav, mimogrede Hamas v tem uživa. Ja, poskušajo ostati, veste, v ozadju ali pod pragom vojne. In to je nekaj, kar počnejo, ker so se ponovno prilagodili na gverijsko vojskovanje. Ampak pravim, če se vrnemo k pogajanjem, tukaj morate zagotoviti, da imajo mediatorji spodbudo, da to rešijo. Trenutno Ankara nima nobene spodbude, da bi to rešila. Nasprotno, poglejte, kaj je Erdogan danes rekel o Izraelu, o Netanjahuju, o tem, kaj počnemo v Libanonu in Siriji. To samo kaže, da nimajo nobenega interesa. Nasprotno. Podržam to vprašanje, ker je bila ta dinamika prisotna že pred izpustitvijo talcev. Toda potem se je pritisk iz Washingtona, vsaj navidezno, prenesel na Ankaro in Doho, da bi dosegli izpustitev. Kakšen je bil ta pritisk? To je bila tudi sprememba režima, demokratskega režima. Ne vas spomnim, veste, dolgo smo se pogajali z Bidenovo administracijo in so mimogrede naredili vse, kar so lahko, da bi dosegli dogovor. In vse se je zelo hitro spremenilo, ko je Trump prišel na položaj. Če se vrnemo na začetek, na način, kako se je Trump obnašal pri pogajanjih. Nepredvidljivo. Nočeš razjeziti Trumpa, veste, najmočnejšega človeka na svetu. To je bil velik preobrat. In posredniki razumejo, veste, Ankara razume, Katar razume. Mimogrede, Katar to danes zelo dobro razume, ker je Katar trenutno v zelo občutljivem položaju med vojno zaradi tega, kar prejema iz Irana. Mislim, da je tudi Iran to opazoval, si nekaj zapisal in jih zdaj uporablja v Hormuški ožini. Ja, lahko bi še naprej govorili o Gazi, dokler ne bo na Bližnjem vzhodu dosežen mir. Ampak nimamo toliko časa. Rad bi prešel na zadnji del oddaje. To je segment hitrih vprašanj. Pokazal vam bom 3 slike in na kratko povejte prvo stvar, ki vam pride na misel ob vsaki sliki. Torej, to je prva. To so zadnji trenutki Išje Sinvarja, oktobra 2024. No, najprej čisto zelo, veste, resnično mislim, da je to prva stvar, ki jo vidim pri tem človeku. In to je tudi dober opomnik, da ko ti nekdo reče, da te želi ubiti, mu moraš verjeti in ukrepati prej, ne pa čakati, da se kaj zgodi. V redu, pojdimo na naslednjo sliko. To je trg talcev iz časa, ko so potekali protesti, ki so pozivali vlado naj doseže dogovor za izpustitev talcev. Čustveno? Veste, kot pogajalska ekipa, ko to vidite in slišite družine, vam res zlomi srce. Zavedate se, da morate narediti vse, kar je v vaši moči, da ga čim prej pripeljete nazaj živega. In čustveno. Ko so izraelski politiki obtožili te protestnike, da slabijo izraelski položaj za pogajalsko mizo, ste vi sedeli za to pogajalsko mizo. Pravite, da vam je to na osebni ravni dalo motivacijo. Toda kot pogajalec, ki zastopa izraelske interese, ali so ti protesti škodovali, sploh niso vplivali na izraelski položaj, ali pa so ga morda celo okrepili? Skoraj niso vplivali. Kar je morda čudno slišati, saj je bilo, veste, veliko protestov vsak dan, vsak teden. In lahko rečem, če primerjam naprimer s tem, kar se je zgodilo z Giladom Šalitom. Giladom Šalitom so protesti resnično vplivali na ogromno ceno, ki jo je Izrael plačal za dogovor. V tem primeru skoraj da ni imelo nobenega učinka. Moram reči, da nam kot pogajalski ekipi
ni bilo treba ugotavljati, kaj moramo storiti. A je kot izraelskemu državljanu vseeno čustveno sedeti v tistih sobah? Mislim, da je to redka izjava nekoga iz pogajalske sobe, saj so bile te obtožbe proti protestnikom na vrhu naslovnic in ključne točke, ki so prihajale iz koalicije. Zato je zelo osvežujoče slišati od nekoga, ki je zastopal Izrael v pogajalski sobi, da ti protesti niso vplivali. Torej, hvala za to. Pojdimo naprej k zadnji sliki. To je. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu in predsednik Donald Trump, ko je Trump obiskal Izrael v Knesetu. Moram reči, da ko sem slišal Trumpa, veste, kako ima govor v Knesetu, sem se počutil zelo, zelo dobro, da imamo tako odličnega zaveznika. Veste, Trump je zelo obrvič človek. Ne govorim o drugih vidikih, ampak mislim, da ko Izrael reče in ko je predsednik vlade Netanjahu rekel, da še nikoli nismo imeli tako velikega prijatelja, ne da Biden ali drugi niso bili proizraelski in Biden je bil cionist in tako dalje, ampak mislim, da je Trump zelo edinstven s podporo, ki jo daje Izraelu in z vplivom, ki ga daje Izraelu, mislim, da je na ta način zelo edinstven. In na kratko, če lahko, kaj menite o teh napetostih med Trumpom in Netanjahujem? Ali obstaja resnična razlika? Ali je tole klasična taktika dobrega in slabega policaja? Mislim, da imata dobro sodelovanje. Mogoče se je kaj zgodilo, veš, v zadnjih nekaj dneh. Nisem prepričan. To bom prepustil analitiku, političnemu analitiku, ki to počne bolje kot jaz, mogoče v teh dneh. Niste diplomat, ampak to je bil zelo diplomatski odgovor. Še enkrat se vam želim zahvaliti, Adi Rotem, da ste se mi nocoj pridružili. Pridružite se nam spet naslednji teden tukaj, v oddaji Na zapisniku. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTube in Spotify. Hvala, ker ste gledali.